Lana, bi si lahko zamislili boljši uvod v vaš rojstni dan, kot je bil nastop in pa večer po nastopu na izboru za Miss sveta? Mislim, da vsekakor ne. To je pa res en tak poseben in zanimiv dogodek po svoje, da si ga bom za večno zapomnila. Toliko truda, ampak toliko veselja tudi v istem času bilo. Tako da danes je res tak enkraten dan za praznovati rojstni dan. Po vsem tem dogodku, po vseh teh pripravah se lahko končno oddahnem in malo uživam. Če tudi niste bili med zmagovalkami, vas lahko vidimo na skoraj vsaki zmagovalni fotografiji. Točno tako. Čeprav nisem bila ena izmed zmagovalk, se jaz vseeno mislim, da sem velik dosežek imela, da sem sploh bila ena izmed 113, ki je ostala čez cele priprave do čez finalni izbor. Tako da imela sem pa enkratno pozicijo, čisto v ospredju, tako da boljše pozicije ne bi mogla imeti, razen seveda, če bi bila ena izmed 3, ampak dobro, no. Kako to, da so nekatere predstavnice oziroma države odpovedale oziroma odšle iz priprav? Bilo jih je prijavljenih 122, se mi zdi, ampak slišala sem, da so nekatere imele probleme z vizo, niso dobile pravočasno in potem, če jo dobijo z zamikom 3 dneh, potem se ne splača več, da pridejo v London na priprave. Druge, za eno sem slišala, da si je med tem časom, ko je bila Miss ne vem katere države, naredila tatu in niso jo več dovolili, da pride na svetovni izbor. Za eno tretjo pa se mi zdi, da so ugotovili, da je prestara, malo prepozno. Pravila so zelo ostra na nek način, če pogledamo. Ampak ali jih vse upoštevajo, ki so bile tukaj? Je mogoče kakšno goljufanje? Ja, to so pa kakšne skrivnosti. Ja, sigurno mislim, da ne upoštevajo vse ta pravila. Seveda so neka pravila glede starosti, te morajo biti. So pa kakšne druga pravila, ki se lahko kakšni ovinki naredijo, ne? Če se za njih nikoli ne zve. Kaj pa lepota, je bila vsa naravna? Saj o tem govorim. Mislim, da so bile kakšne izjeme, ampak nikoli se ne ve 100%, ne? Tako da težko povedati. Ko smo že ravno pri lepoti, kakšno vlogo ima lepota pri tekmovanju, kot je na primer izbor za Miss sveta? Sigurno jo ima, ampak največji pomen je notranja lepota, tudi sploh pri tem tekmovanju, zato ker dajo veliko pomembnosti na tem lepota z namenom. Se pravi, ogromno deklet se je posvetilo v tem letu različnim dobrodelnim namenom, aktivnostim. Lahko ste tudi videli nekatere filmčke, ki so jih predvajali. Res se zelo trudijo smerjeni v to. Lepota je pa pride zraven, nek celotni paket, ni pa pogoj. Mogoče vi tega niste videli, ampak pred vhodom na samo razstavišče oziroma tam, kjer se je dogajal izbor, se je zbralo okoli 50 protestnic, ki so nekako želele poudariti, da je ta izbor nekako poudarjen, ima nekakšne napačne vrednote, ki jih same ne zagovarjajo. V bistvu so protestirale ne proti vam, ampak proti sami organizaciji tekmovanja. Mogoče vaš komentar na to? Mislim, da se ne zavedajo dovolj točno, zakaj gre to lepotno tekmovanje, ker tukaj se ne izbira, katera izmed punc je najlepša na svetu. Mislim, da recimo tudi v Sloveniji je dosti lepših punc, ampak tukaj se gre za ambiciozne dekleta, ki imajo neko vizijo, ki želijo spremeniti svet na bolje, in to se tukaj gleda, ne pa sama lepota. Tako da mislim, da imajo mogoče malo napačen mišljenje glede vseh teh lepotnih tekmovanj. Miss World nasploh je znan, da si želi narediti spremembo na svetu na bolje, so pa druga lepotna tekmovanja, ki pa mogoče gledajo samo na zunanjo lepoto. So si morda tekmovalke v preteklih letih naredile kakšno krivico, ko so
preveč poudarjale svojo zunanjo lepoto. Vemo, da so včasih bili odgovori na vprašanja, oziroma odgovori na vprašanja so vedno zanimiva stvar, tako za gledalce, verjetno je za vas zelo stresno za tekmovalko. So morda krive tudi same tekmovalke ali samo mediji? Mogoče v preteklosti, ampak se mi zdi, da se je to zdaj dosti spremenilo. Ženske so dosti bolj ambiciozne. Mislim, da tokrat, vsaj zdaj jaz vem, da ni bilo nobene izmed punc, ki bi se rekli, da je v narekovajih neumna. Vse so študentke ali so doštudirale, imajo že za sabo kariero uspešno, tako da vse mislim, da so take zelo ambiciozne ženske, ki imajo neko vizijo in ambicije. Tako da sigurno, mogoče, da so kakšne prejšnje misice ali kandidatke naredile kakšno slabo mnenje, ustvarile kakšno slabo mnenje, ampak se mi zdi, da se s časom to dosti spremenilo zdaj. Kaj pa vaše ambicije po samem izboru? Moje ambicije so pa, da še naprej živim te svoje sanje, zelo uživam v svoji vlogi, da probala bom zdaj čim več izkoristiti, tako da bomo videli. Najlepša hvala.